Živijo, dobrodošli v podkastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd bi na nek način nadaljevala epizodo 43, kjer sva predstavila našo rešitev, ki je Kinetara AI, rešitev za glasovne AI agente. In po tisti objavi sva imela kar nekaj odziva, s kar nekaj ljudmi sva se pogovarjala in praktično z vsemi smo prišli na temo, kako se lotiti uvedbe AI agenta, ki se bo oglašal na telefonske klice. Tako da bi danes nekako iz izkušenj, pa tega, kako se mi tega lotevamo, predstavlja, kako izgleda dodajanje AI sodelavca, ki se javlja na telefonske klice, zdaj to s Kinetaro ali s katero drugo rešitvijo v končni fazi vseeno, ampak nekako iz izkušenj, kaj nam najbolj funkcionira. Pa zdaj preden začneva, za vse tiste, ki mogoče niso slišali epizode 43, Gorazd, a bi še enkrat povedal, kaj je Kinetara? Ja, Kinetara je v bistvu platforma, na kateri gradimo glasovne AI agente za podjetja, ki v bistvu so na voljo 24/7 in v bistvu danes bodo doskrat govorila o tem safety valve, se pravi, gre za to, da v bistvu prevzemamo dohodne klice, zbiramo v bistvu podatke od klica in v bistvu vse te informacije potem lahko klasificiramo, jih posredujemo naprej podjetju ali to v nek sistem ali v bistvu samo neki osebi na SMS ali na e-mail. Gre pa to za osnovi za to, da rešujemo najprej tiste klice, ki so danes zvonili v prazno, so bili izgubljeni klici, smo videli, da so samo zgrešeni klici, a se so zgodili izven delovnika, se pravi, da sploh nobenega ni bilo, da bi se javil in tako dobiš v bistvu te podatke. Danes si pa pravzaprav imel samo seznam zgrešenih klicev, tako da ta del rešujemo. Gre pa to, v bistvu Kinetara se mogoče malo loči od vseh nekih ostalih platform je, da v bistvu mi kot ekipa skrbimo za vzpostavitev takega agenta in da dosega v bistvu te cilje, ki smo se jih zastavili. Zdaj, cilji so različni, malo bova danes o tem več. Ja, torej AI ni, mislim, Kinetara ni nek IT kompleksen proces, ampak v resnici je, rečemo temu, malo rešitev na ključ. Tako, kot si prej rekel, vzameš enega sodelavca, ki bo tvoj receptor ali lahko tudi več. Ne? Ok, super. Kdo bi to rabil ali pa kaj so neki najbolj uspešni primeri uporabe Kinetare? Zdaj, če greva izven teh primerov, kjer v bistvu pokrivamo lahko zelo splošno vse klice izven delovnika, ko recimo ne moreš ali pa sto neka storitvena podjetja, kjer si ti zaseden, pa se ne moreš oglasiti. Recimo en tak primer je zelo, recimo si ti zelo v nekih storitvah, vmes, ko neke storitve izvajaš, se pač ne moreš javiti, pa še recimo, da imaš termine, ne? Je zelo koristno, da lahko v tem času, ko se pač ti ne moreš javiti, lahko nastaviš tudi tako, da 5krat zazvoni, pa če se ne javiš, se oglasi Kinetara in se pač dogovori za termin, pač od stranke pobere informacijo, če želi termin, preveri, a imaš ti razpoložljivost in v bistvu ti dobiš samo še mogoče za potrditi termin ali pa pač se pa dogovoriš, če je karkoli potrebno. En drug del, rečem nabor nekih agentov je v zbiranju recimo nekih, ko imajo podjetja neke ponavljajoče procese, kjer moraš recimo odjemalci pa raznem utility biznisu, sporočati neka števčna stanja ali pa neke porabe, vode, plini in podobne stvari in to pač vsakič enkrat na mesec moraš to narediti, zdaj takrat imamo veliko klicev, zdaj običajno taka podjetja tudi nimajo nekih velikih klicnih centrov, pa morajo takrat najeti za tisto obdobje nek klicni center, ker bi pač vsi radi to sporočili. Potem v tem primeru Kinetara v bistvu pač lahko simultano pač pobira vse te strukturirane podatke in jih da v nek sistem ali ne odloži na neko mesto, ker potem pač sistem vzame in jih pač uvoz. To je recimo ena taka stvar. Pa imamo recimo čisto vprašanja, ko v bistvu ti kličeš recimo dentalno prakso, tam te doskrat zanima, se lahko naročiš na pregled, kako to zgleda, zdaj napotnice sprejemajo ali ne, kje storitve nudijo, ne vem. Mogoče že imaš malo takih vprašanj, pa te malo v bistvu skozi neko bazo znanja, ki je sicer na voljo, ali pa jo pač izpostavimo, lahko pač malo bolj klasificira, zbere mogoče malo več podatkov, kot jih pa, kaj bi pač splošno dal in pa te nazaj pokliče recimo, ne vem, potem sestra ali pa ne vem kdo domenski, pa reče, za tak
primer, dajte takrat pridite, ali pa to pa mi tudi delamo, tako je. Tako da take stvari so vse v redu, tako da kar se zdaj tiče malo pogledala, večja ko je baza znanja, pač več stvari znamo tudi odgovoriti. Ta del, če si ljudje malo predstavljajo, ne. Tudi podjetja, ki imajo danes te pametne odzivnike ali pa IVR-je, sisteme za preusmeritev, tudi tam v bistvu kinetara lahko rešuje, namesto da pritisneš 1, 2, 3, 4, pa je še neko drevesno zbiranje določenega področja, ki te zanima, pa si mogoče nekam zašel, pa moš nazaj prijeti. A ne, kinetara v tem delu v bistvu deluje pogovorno in te skozi to pelje in zdaj, če lahko sama odgovori sama, če si ti zadovoljen, pač prekineš klic, če pa ne, imamo tudi opcijo, da v bistvu naredimo preusmeritev k nekemu živemu agentu, ki pa mogoče domenski specialist in on tudi dobi nek kontekst tega pogovora, ne. Tudi to v bistvu se da narediti in si v bistvu pač ve, zakaj stranka recimo kliče, stranka pa hitreje pride do nekoga in ne čaka tam mogoče 5 minut na liniji, pa neka muska je, pa da jo nekdo splošno dobi. Da nekdo na koncu samo preveže, ker itak ni ta prava tako, oseba. Ja. Ok, torej, če delamo termine, pa bi raje takrat imeli fokus pa mir, se nam lahko kinetara oglasi pa rezervira termin. Če imamo neke strukturirane procese, pobiranje števčnih stanj, ali pa če imamo veliko oddelkov v podjetju, pa bi mogoče radi triažo, pa že avtomatsko preusmeritev na pravi oddelek, to so. Ja. Če povzamem, kar si rekel, so nekak best practices ali tako. Pa najbolj uspešne implementacije. Ok, kaj pa zdaj, če delamo take implementacije, koliko ljudi nadomestimo? Ja, zdaj ne nadomeščamo ljudi, a ne, zdaj mi nismo razvijali tega orodja s tem, da bomo v bistvu rekli, zdaj pa toliko ljudi nadomestimo, ker AI še vedno ne more nadomestiti ljudi, teh, kaj imamo zdaj. Če rečemo, prej sem neko primera, najemaš dodatni zunanji klicni center za une špice, da jih pokriješ, tega pač ne boš več rabo delati, nisi zdaj nekoga preseb, odpustil ali pa kakorkoli, se bo pa lahko, tvoje osebe dejansko ukvarjali, ko zdaj vidijo, kakšni klici prihajajo, kaj ljudje sprašujejo in vidijo, tega moram poklicati, to bo pa neka reklamacija, se znajo bolj nanga pripraviti, mogoče zato več časa vložijo, kako se boš pripraviti, kako ga bodo v bistvu, kako bo ta proces pelal, ali vidijo, da nekdo nekaj povprašuje, recimo, po novih nadstreških nekih zadeva, se znajo pripraviti, vidijo, kaj je stranka spraševala, kjer podatki so bili zajeti, tako da v teh delih ljudje so definitivno še vedno konkurenčni, če zdaj tako rečeva. To je bilo malo provokativno vprašanje. Ja, ampak te neke repetitivne zadeve, ki pa na spletni strani pišejo, kdaj je delovni čas, pa to, pa da naši agenti 70% od dneva, da bi se ukvarjali, z pomembnimi stvarmi, pa recimo, da je reklamacija v našem procesu pomembna, zato ker pač na reputation vpliva, recimo v finančni industriji, nam je to pomembno, pa zakaj ljudje, ki kličejo, da niso, kredita imeli odobrenega, nam je to, da se z njimi pogovorimo, če najdemo način. Zelo neuredu je, da v bistvu porabljamo čas teh agentov, da odgovarjamo 3 plačilne liste, tam lahko to kupite, nekaj, kar bi stranka lahko sama prebrala, pa se ji podmeskeni ni dala. Ja, v osnovi AI ne more nadomestiti še zaenkrat, če asistent je. Vaših ljudi lahko pa pomaga ali pa en del dela dejansko prevzame. Moj primer, jaz sem kot študent sem delal na Siolu, pa potem kasneje na Telekomu. Jaz bi bil čist vesel, da takrat, ko je v Mariboru, nehala delati televizija, ravno takrat, ko je bil nek derbi na televiziji, da sem imel klice, ne dela, vemo, naši tehniki so že na terenu in rešujejo težavo, bo odpravljeno v najkrajšem možnem času. Takrat sem to povedal 2-krat na minuto in to smo delali 2 ure ali kakorkoli. Ker je takrat res veliko klicev. Če bi to AI povedal, ker zdaj vse napak imaš toliko, da mogoče te nasnete napake, kjer najprej nekdo na 2 minute posluša vse napake na omrežju, to ne gre. Če so neki izredni dogodki, se mogoče lahko to kar z nasnetim sporočilom reš, ampak če pa tega več, pa lahko tudi AI to pohendla in bi se lahko jaz takrat ukvarjal v resnici s tistimi ljudmi, ki jim iz nekega drugega razloga ne dela internet, televizija in tam stvari razrešil. Ja, mislim, dober primer, ker A1 bi tudi lahko to uporabil zdaj v preteklosti. Se mi tudi zgodilo nekaj takega. Ja, ljudje so verjetno klicali, a veš. Sigurno, če so lahko poklicali. Sam res, ja.
Dobro, šalo na stran. Mislim, ne prvoščam nikomor, da se zgodi tak izpad. Prav, zdaj pa, če greva res na to temo, ko sva napovedala, torej kako se lotevamo uvedbe. Zdaj ti si nekako to zložil v neke korake, v nek tak fancy 90-dnevni plan, pa ga tega predstav. 90-dnevni plan, da se tako smislo. Vsaka stvar mora imeti 90-dnevni plan. Tako. Ja, ok. Zdaj, če rečemo, prva faza je ta safety valve. To je zelo s tem delom začnemo, da v bistvu iz ničesar, kar ne vemo v klicih, da je zgrešen klic, ki ga dobimo, da dobimo v bistvu informacije, se pravi, kdo nas kliče, da še ne ime poberemo, razlog klica, se pravi njegov telefon za povratni klic, mogoče tudi kdaj najbolj, da ga pač kdaj da ga pokličemo nazaj. In v tej prvi fazi nam je v bistvu zelo pomembno, da razumemo, zakaj zdaj ljudje kličejo. Ne? Se pravi, ker podjetja imajo tako, ja, zdaj kličejo to pa, zato, ne zelo ni tega. Tako da zdaj pa prvič po podjetje dobil v bistvu neko pogled, kaj sploh ljudje kličejo, kaj sprašujejo, kakšne tipe vprašanj so, veš, in to je recimo faza nič, ne? Učimo se v tem, kaj se pravzaprav sploh dogaja. Začeli smo v bistvu rečemo, da smo začeli meriti stvari. Okay. Če gre kar vsako fazo, mogoče malo se poglobi. Torej, v resnici tle nič ne rabiš, agent ne rab veliko vedeti o podjetju, o tem, kaj se dogaja. Mogoče neke osnovne informacije, kjer podjetje je, kaj ponuja, delovni čas, neke take stvari, ki so relevantne v takrat, ko ni delovni čas, ali pa takrat, ko se res nihče ni mogel oglasiti. Torej, takrat tudi prevzemam pogovore, ki se sicer ne bi zgodili. Ne? Tako. Ta safety valve, zanimiva beseda mi je, v bistvu. Ja, mislim, malo je taka, malo skovanka, ki je prišla ven iz tega dela, ampak ti v bistvu, rečemo, rešuje eno, to, da ne zgubljaš pa vpraševanj, iz tega smo mogoče shajali, z drugo pa, ko smo pač vsem v Frodexu specialisti za izkušnjo stranke, nam je v bistvu zelo pomemben ta vidik, Vsaka stranka, ki kliče tudi, če naša obstoječa pa te ne dobi, je vse to lahko negativno vpliva na izkušnjo stranke in seveda želeli bi vedeti, zakaj klicala, kako ne se z njo ukvarjamo, kaj v bistvu narediti. Tako da ta del, ne pa damo 8 njenih klicev, pa mogoče nič taga, lahko pa je neka stvar, ki bi jo mogli nujno rešiti. In kar je super pri tem koraku, je, da je v bistvu zelo enostaven, tako kot sem rekel, ne rabimo full treninga tazga agenta, tudi ni blazno pameten, ne? Moramo neke stvari jasno opredeliti, ampak dobimo pa že takoj vrednost, ker čist drugače je vedeti, Gorazdu mora vrniti klic in on ima neko nezadovoljstvo, neko storitev smo upravljali, pa ima reklamacijo, drugače se bom pripravil na ta klic, mogoče si bom še enkrat pogledal, kaj smo pri Gorazdu delali, kot če moram klicati, neodgovorjen klic od Mateje, ki pa ima povpraševanje. Spet, pripravljen sem na to, čist drugače kot samo neodgovorjen telefonski klic, številko. Ker mogoče bi vedel, da me je Goraz klical, ker ga imam v imeniku ali pa, ker sem pač v preteklih mesecih z njim delal, ampak vse ne vem, zakaj kliče. Ne? Ja, mogoče sem tle, da dodava še to, kakšen kdaj vpraša, pa jaz radim zdaj ful veliko neko centralo, kako zdaj to dela, to zdaj tehnično ful zahtevno. Tukaj, zdaj, če čist govorimo, nekdo bi imel mobitel, to laži kar na mobitelu nastav, preusmeritev. Če je malo bolj kompleksno, ali pa da recimo pa pokliče svojega operaterja, pa je to tam stvar, ki jo uredijo. Različne možnosti so, ali da nekaj časa zvoni, ali da vse preusmeraš, ali v določenih terminih. Tako da naraviš nobene centrale, da štartaš, tako da si hiter ready. Tehnično gledano, vsaj ta korak imajo lahko vsi, ki imajo mobilni telefon ali pa stacionarni telefon, ker se preusmeritev zgodi na nivoju operaterja po vnaprej določenih pravilih. Yep. Ok, ko imamo to pokrito, torej, ko imamo pokrite klice, ki se zgodijo, ki se sicer ne bi, ker se ne bi noben oglasil, kaj je naslednji korak? Ja, zdaj, če so prej rekli, da razumemo malo, kaj se dogaja, kakšni klici so, imamo pa v bistvu nek tak inteligentni IVR, je naslednja stopna. Tukaj je v bistvu to, da znamo pa klic, se pravi, razumeti namen tega, znamo odgovoriti, recimo imamo neko bazo znanja zadaj ali pa FAQ odgovore in s tem znamo odgovarjati in tudi vemo, kdaj narediti preusmeritev in na koga. Ali je to po oddelkih, kličete recimo,
nekega trgovca z avtomobili, ki ima in servis in ne vem, rezervne dele in nova vozila in rabljena vozila, ne. Ti, ko kličeš, pač tebe nekaj zanima, recimo, ne vem, tvoj avto, ko si ga na servis pripeljal, pa če še zraven še ime povedal, Mitja je prevzel moj avto, pa mu pa lahko rečeš, ok, preusmerimo zdaj k Mitju, a ne, za to, ne pa da mora zdaj v bistvu tam na recepciji nekdo vse te klice, zdaj pa to Mitju, pa to na rezervne dele, pa to za nova vozila, to pač kinetara tukaj oddela, ne. Tako da je v bistvu ta, da rečemo, avtomatizacija v bistvu klicev, ki pridejo noter, ne, klasifikacija, kakorkoli. No ja, pa odgovarjanje na vprašanja, pa mogoče to, kar so prej malo načela sledenje nekemu procesu. Če je proces, zato da bomo mi zbrali števčno stanje, potrebujemo tudi številko merilnega mesta, ali pa zato, da lahko se postaviš zato, da te lahko sprejme zdravnik, moraš najprej povedati številko police zavarovalne, ali pa neke take stvari, lahko sledimo neki strukturi, ne? Ja, v bistvu temu malo rečemo, ne, skoraj multi-agent, ampak tako, v smislu multi-agent, da pač nimajo vsi enakih procesov, ki jih podpirajo. En tak primer je recimo, ne vem, eni večjih teh, ki imajo zabavo na trampolinih, a ti lahko kliče za to, a danes lahko prideš, a ne, pa je tako moraš vse na spletu kupiti, ampak recimo neke stvari, ki jih pa zajamejo, pa so recimo, ne vem, rojstnodnevne zabave, ali pa za podjetja, team building, ne? To pa je nek seznam vprašanj, ki ga ti v bistvu, kada bi na online formo izpolnil, ne, po vprašanja in skozi to pač uporabnika peleš in tisti, ko si rekel, to dobi, pogleda, ok, lažje ponudbo priprav, pokliče nazaj, če še kaj nejasno in tako. Tako ja, veliko bolj učinkovit je tisti klic potem, ki ga človek dela, ne? Yep. Ok, se mi zdi, da to je tisti nivo agenta, ki si ga vsi želimo, ki bi imeli AI, ki se oglaša na telefone. Torej, zelo veliko slišimo, hočemo AI, pa se pa začnemo o teh stvarih pogovarjati, gotovimo, da vse nekaj časa traja, da pridemo do te stopnje. Torej, podjetja nimajo zdefinirane baze znanja. Pa zdaj mogoče to je še najlažja rešitev, ker vsa podjetja imajo danes spletno stran in s tem se da marsikaj pridobiti in je to lahko kar pomemben del baze znanja, ne? Še večkrat pol vidimo, da procesi pač so v glavah ljudi, niso pa nikjer zapisani, kar pomeni, da se vemo, tudi ko bomo receptorja zaposlili, mu je treba te stvari nekako predati. Receptor ne bo na začetku vedel, katera reklamacija gre Mateji, katera reklamacija gre Petru, a ne, ker imamo pa tam nekaj razlike, ker vsak nekaj drugega v resnici počne, ker sta si razdelila delo, a ne. Skratka, te procesi morajo biti jasni, ker mislim, da si ti enkrat to rekel, AI avtomatizira procese, ne more jih izumljati za vas, a ne. Mislim, nočma, da jih. Ne sme jih, ja. Tu zelo omejujemo, kaj lahko govori, ampak torej, baza znanja ni na koncu sam neko besedilo, ali pa v prvi fazi je, ampak pa so to pravila igre, po katerih ta agent dela. Ok? Zdaj, kaj pa je next step od tega? Kaj lahko še naredimo? Ne? Torej, zdaj znamo odgovarjati na vprašanja, rekli smo, da enih stvari, torej empatični, pa nekih kompleksnih stvari pač ne bomo delali, a je še neka faza 3? Ja, zdaj je faza naprej. Zdaj, ena je nadgradnja teh, ki so zdaj govorila, se pravi, ko ti zajameš te podatke, a ne, lahko zadnji poteka tudi nek proces, a ne, če se zdaj predstavljamo. To je mogoče bolj ta AI svet se zdaj to hitro razvija, veš pa to, ko vsake 3 mesece nekaj novega bi lahko govorili o tistem, kar je bilo lansko leto v agentih, a ne. Kinetara bi lahko predala neke informacije strukturirane tudi za druga agenta, ki bi potem neke stvari v zadnji naredil, ne, se pravi, veš, v samih CRM-jih, v neke stvari, to sve enkrat o tem se pogovarjali, ne. To je recimo neka taka malo mestna stopna, drugače pa pol zelo ta proaktivnost, ne, kjer pa v bistvu AI nastop ne več v vlogi nekoga, ki sprejema klice, ampak lahko glede na neke dogodke tudi izvede klic. In v bistvu pokliče stranko. Tukaj gre pa potem, da smo zelo integrirani v nek CRM, v zaledne procese, vemo, kateri procesi so tisti, ki rabijo neka interakcijo s stranko, zdaj ne vem, lahko je to, stranke imajo neplačane račune. Zdaj lahko pošljaš opomin v tretjela, pa stranko tudi že prej poklical, povedal, imate račun prejeli, niste prejeli, a ne, vse te, kaj imajo ljudje, razne izgovore. Ja, vemo, da postopek izterjave se vedno začne
ne s tem, da pač boš to predal naprej nekemu podjetju za izterjave, ampak mehko, torej z opominom, z mailom, z nekim klicem in če to izvajaš, boš imel odstotek izterjave mnogo boljši, bolj uspešen in klic je lahko eden od korakov. Ne? Ja, sej, a ne, tudi recimo za neke termine, veš, si naročen, pa dobiš prej opomnik, pa tako. In, ko sem se tudi pogovarjala, ne, SMS-e večinoma zdaj ljudje dobivamo, ne. SMS-e... Ja, malo so se pogovarjali, torej, ne vem, sodelavci je pa razlagal, da tam, kjer on voz otroke, jih ga pa sestra pokliče vedno en dan prej, ne, in oni reče samo, ja, pridemo. Ja, no in ta del, ja, torej... ko se oglasiš, te najlažje reči, aha, okej, bi eventualno še nekaj rekel, dajte mi še jutri še enkrat opomnik, pa čisto rečeva. Ja, skratka, opomnik za termin je tak primer proaktivnega klica, ki je v bistvu zelo enostaven. Ne? Enostaven pa se mi zdi zelo neinvaziven v obliku, kamor AI bi še lahko šel. Ker roboklici, vsaj v Sloveniji, so še mečkan tako, nismo njih ljudje zdaj tako prav zelo navajeni, da bi nas, klical. Ne, ker do enega leta nazaj roboti niso znali govoriti slovensko v resnici, razen tisto, kar je bilo nasneto. Ja, tako da tle imamo, po mojem, ne bi rekel, da zdaj je Slovenija full ready za to, da bo kar tako govoriva o percepciji ljudi, ki ga bo dobil klic. Zdaj za nekaj takega, ki je samo opomnik, je to nekaj, tako rečeš. Ja, ni neke interakcije. Okay. Tako ja, mogoče ta izterjava je že bolj na meji, torej roboklici bojo mal kulturni šok. Ne? Zdaj v Ameriki, ali pa v angliško govorečih, pa v nemško govorečih, pa v francosko govorečih, pa v takih državah so ljudje navajeni prejemati roboklice, ki delajo praktično že tudi prodajo ali pa vsaj kvalifikacijo nekih lidov, pa vse take stvari. Niso jih veseli, so jih pa navajeni. Ne? Pri nas bo to, ko se bo to začelo pojavljati širše, bo to mal kulturni šok na nek način. Ne? Tako da ja, treba je začeti mogoče res z neinvazivnimi stvarmi. Ne? Tudi, kot si rekel, če smo integrirani na podatke v CRM-ju ali pa v Coru, lahko tudi malo bolj proaktivne stvari delamo, pa je samo zagotoviti, ali so primerne ali ne. V smislu, če ima mene zobar za enkrat na let označenega na seznamu, da me pokliče za čiščenje zobnega kamna, tiste verjetno lahko zmenim tudi za jajom, da se pa zmenim za naslednji termin z mano, bi pa mogoče že imel jaz neka vprašanja, pa neke pripombe. Ne, itak, ja. Mislim, imaš veliko takih interakcij, ki bi rekel, ta klice, recimo, zapuščena košarica, ne. Imaš neki, pa recimo zagovorimo za stranke, ki imaš motle, tako reči, za stranke, kjer imamo soglasje, no. Zdaj, kad kdo razume, da kar kličemo vse ljudi povzod, ne. Bi jo lahko poklical, pa rekel, nek ste pustili v košarici. Zdaj, če bi stranka rekla, to sprobala sem promo kodov, ni šlo, tega ni izkomunicirala, ker je bilo to tako, probam, ni šlo, ne, se pa nam, ne, bi ti to zvedel in potem bi lahko, en korak naprej, prav, bomo posodobili vašo košarico, s to promo kodo, pa dajte sam še, ne vem, potrditi zdaj na mailu, s to, da imaš vse confirmation, pol to naročilo, ne. Ja, se mi zdi, zapuščene košarice so super primer, o njih sva že velikrat govorila sva o tem, pač, kako pomembne so, torej, da pošljamo, rečemo temu sporočilo, da obvestimo človeka, da je bilo nekaj v košarici, ker si s tem zboljšamo, koliko ljudi zaključi nakup. Prva faza je seveda e-mail, najmanj invaziven, tudi najbolj široko sprejet. Druga faza, o kateri sva večkrat govorila, so SMS-i, ki so zelo učinkoviti za zapuščeno košarico. Ampak so bolj invazivni. Telefonski klic je še bolj invaziven, ampak najverjetneje je še bolj učinkovita. Ne? Ja, mi smo na 10 let nazaj ročno to delali v nekem, tako rečem, pol e-commerce proces je bil in je bilo, dosta odziva, ne, sam takrat si rabo, 3 ljudi, da so to klicali, pa to je bil majhen biznis, ne. Vrtaš nek večji obseg, ima veliko tega, pa da je še celo multi v več državah prisoten, ti rabiš neke native speakerje, tukaj imaš pa tako, rabimo novega sodelavca za Romunijo. Ja. Ne, ampak je drugače, ne, torej, že na SMS ti ne bo noben odgovoril, ne. Mogoče, če bi na WhatsAppu sporočil, pa res
zastavil to tako kot neko vprašanje, rabite več informacij, da bi kaj dobil, da je to bolj chat okolje. Tako je. Po telefonu boš pa, če je tam nek pomislek, neko vprašanje, ga boš dobil nazaj. Ne? Zdaj lahko ga bo rešil, lahko se bo dogovoril, da te nekdo nazaj pokliče, ker verjetno to ni smiselno za, ne vem, vsako zobno ščetko, ker sem jaz dodal v košarco. Če sem pa dodal v košarco pralni stroj, tam pa sem se jaz pripravljen tudi malo več pogovarjati, pa povedati svoje dvome, zakaj ga mogoče nisem zaključil nakupa. Ne? Tako je. Ok, ja, ta del je tist, ki je potem za konec za ugotovitje. Mogoče ima nekdo res ful dober case, da rab odhodne klice, kot je preverjanje, bo nekdo prišel jutr na terminal, ne? Ja, to tudi, pa bi s tem mogoče zelo štartov, ne? Ja, kamo to prinaša, veš, prazne slote, to pomeni zguba denarja, tako je. Tako, to prinaša dovolj veliko vrednost, da lahko tudi faza 1 v primeru nekoga, za večino je pa to v resnici zadnja faza, kjer bi se vseeno rad prej prepričal, da ta umetna inteligenca dobro dela. Torej, tako kot, če zaposlimo študenta, ja, ven lahko kliče, ampak vemo, da znal bo ven poklicati, ne bo pa znal na vprašanje odgovoriti o jutrišnjem terminu. Tako je. In mu bomo mogoče najprej dali za sprejemanje dohodnih klicev, pa naučili ga bomo stvari, zato da bo pa tudi bolj kompetenten, ko bo klical za ko bo delal odhodne klice. Ne? Ok, zdaj mogoče za zaključek, sem si pa zamislil, da vsem poveva še malo čisto konkretno iz prakse, kako pa zgleda, ko nekdo nekam pokliče in se mu oglasi umetna inteligenca, kako se ljudje na to odzovejo? Tle imamo pač neki statistik. Ja, iz zadnjih nekaj mesecev, pol leta produkcijske uporabe pač kar nekaj agentov na Kinetari, smo v bistvu naredili en tak, spremljamo redno, ampak je en tak mal povzetek, da ljudje bi mogoče malo razumeli, kje smo zdaj. Ne? Zdaj, ena stvar je, agenti danes, voice agenti so veliko pametnejši, kot so bili pol leta nazaj, pa bistveno verjeten manj inteligentni, kot bodo čez pol leta ali pa 1 leto. Ne? Zapravo, tehnologija tukaj se tudi spreminja, oziroma recimo underlying neka tehnologija, ki pa do sentence spreminja. Zdaj, Tukaj govorijo že mogoče čisto o teh splošnih interakcijah. Kakšna je tišina od takrat, ko ti nehaš govoriti, pa se AI odzove. Ne? Se vemo, če uporabljamo ChatGPT, Gemini v voice modu, vemo, da pač tam je nek čas, ki si ga AI vzame za razmislek, preden nam odgovori. Ne? Torej, mogoče te čisto take stvari se spreminjajo. Torej, je bilo pol leta nazaj drugače, kot bo čez pol leta. Drugo je pa tudi čist, kako zna agent govoriti, ta zna neko intonacijo spreminjati, ta zna v naglasih govoriti, če tako govorimo, oziroma na rečih govoriti, pa pravilno naglaševati besede. Ja, to nas doskrat vpraša, a pokrivamo narečja, ne? Sej, razumemo narečja, ne? Zdaj, ni pa po mojem namen, nikoli ni noben vklicni center za poslu ljudi, ki, vi ste pa štajerske, ker ste tja, vi z Gorenjske, pa tja pač. Je pa, če smo lokalno podjetje v Murski Soboti, tako, verjetno, No, to pa ja. Se tam ljudje, rečemo, lokalno pogovarjajo, ampak ne, torej, glasovni agenti v slovenščini zaenkrat tega ne znajo. V angleščini znajo, ker je pač sample toliko večji, toliko več je poudarka na treniranju, tam pač vemo, lahko rečemo, govori kot Arnold Schwarzenegger, pa bo govoril z nemškim naglasom po angleško, z globokim tonom, vse to znajo te agenti, medtem ko v slovenščini agenti, ki so primerni za real time, tega nimajo. Torej, imamo text to speech, torej agente ali pa AI, ki prebere nek tekst, kjer se to že zna delati, niso pa še toliko hitri, da bi jih lahko uporabljali na telefonu. Tako. To se mi zdi, da je pomembno. No? Ja, zdaj ta nepotrpežljivost, a ne, v slovenskem prostoru je ta del pogovora z agenti vseeno majčkeno tabu, še trenutno. Mi smo mogoče poslušalci tudi te, ki jih midva naslala, oziroma vi, ki nas poslušate, ne boste tega tako zaznali, ampak se splošno gledamo, ne, da ljudje mogoče tudi starejša populacija ali pa kad pač nima toliko stika z AI, z AI-jem dobi v bistvu pač kliče pol AI. Imamo na začetku ljudi, ki jim je to zelo tako, ne počutijo se v redu, ne, iščejo, v bistvu pokličejo večkrat, da bi dobili nekega živega agenta in je zelo tako, niti ne poskusijo govoriti, ne.
takih je sicer samo neki 3%, ki nič ne probajo, ki so tako v strahu, kaj je zdaj to, kaj je to virtualni agent, ne. Zdaj vsi ljudje, če merimo uspeh, mi pač merimo uspeh posameznega klica, da doseže cilj. Vsak naš agent ima nek cilj, kako se prej pokaže. En ima zblokirati termin, en povzeti samo informacije v klicu, en zbrati strukturirane podatke, mogoče celo 5-6 podatkov, ki jih mora nekdo dati, in to je za nas je uspeh, da je stranka prišla do konca. Zdaj, vsaj 6 nekih izmenjav je potrebno, tako in general zdaj govorimo, zato da je stranka ima tako 78% uspešnost. Se pravi, zdaj, če ga malo bolj pogledati, še malo v sentimentu, kaj mi v bistvu nekako skozi, glede na to, da imamo tudi transkript, ki ga lahko analiziramo, ad hoc, mi lahko v bistvu tudi nekako ocenimo s pomočjo tudi ene analize, kakšen je bil sentiment stranke, a je bila ona zadovoljna, a se je zelo ciklala, a je šel v pogovor v pravo smer, te stvari. In zdaj, pri kratkih izmenjavah, se pravi 1 do 4 izmenjave, tam govorimo nekje o 50% je pozitivnih, kolikor govorimo o 9 izmenjavah, se pravi že nek pogovor, nekdo je hotel nekaj rešiti, oziroma je odgovarjal, tudi je sledil navodilom AI ali pa pač kakorkoli obratno, teh je kar 75% pozitivnih. Se pravi, ljudje, to so že enkrat pogovarjali, takrat pri Limpeju, ljudje cenijo rešitev. Tudi tam pri Limpeju smo imeli takrat tak case, namesto 6 ur čakaš, dobiš odgovor v 2 minutah. Ja, sej, mogoče kdaj boš mož tudi kaj odpisati, pa kaj dobiš, ampak ta del, ti si dobo to hitro, ljudje cenijo, rešitev si jim ponudil. Ja, jaz bi rekel, se kaže kot nek predsodek, ali pa tako kot se rekel, malo tabu, torej skozi 3 interakcije ravno gotoviš, da je to AI, ali pa si na tem in zelo hitro obupaš, že neumen računalnik, ali kakorkoli, torej je to nek predsodek, nisi se niti potrudil, ker v 3 interakcijah, ko si ti mogoče povedal, kdo si pa kaj rabaš, nisi mogel sploh še dobiti zares odziva, ampak pač enostavno si obupal. Rečemo tako, uporabniki, ki dajo AI-ju priložnost, so običajno zadovoljni. So rešili stvar, so do konca speljali stvari, so imeli tudi to potrpežljivost konec koncev, in to se bo pač kar izboljšvalo. Zdaj, ena stvar, ki je v bistvu pač v vsem teh analizah bila tudi v bistvu ugotovljena, je, da pač v Sloveniji tudi ljudje menjajo tudi 3 jezike v enem pogovoru. Ampak AI pač to podpira v tem smislu, da v sami nastavitvi podjetja se odloči. Ja, mi bomo vedno govorili v slovenščini, odgovarjali v slovenščini, razumemo pa različne jezike, do take možnosti, ki pač reče podjetje. Ne, zdaj, če nekdo govori pač v hrvaščini ali pa v angleščini, kar nadaljuje pogovor pač v tem jeziku, pa potem itak povzetek nam pa da je v tistem, ki smo ga mi zbrali. Tako je. Sem tukaj, zakaj se vsa podjetja ne odločajo tega, pa se mi zdi pameten razmislek, ker vsak bi rekel, ja, dajmo se pogovarjati v vseh jezikih. Če bomo govorili v indiščini, bomo pa v indiščini, ali pa v kitajščini, pa v kitajščini. Dejstvo je, da s tem mogoče nastaviš neka pričakovanja, da ko bo pa nekdo prišel k tebi ali pa imel pogovor s človekom pri tebi, da bo pa razumel kitajsko ali pa francosko. Ja, nekdo ga nazaj poklical in bo začel v angleščini, ti spet tako, Tako, in z tega stališča jaz razumem, AI bo tudi govoril iste jezike, ki jih mi, bo pa pač to prepreko mogoče naredil, da bo razumel, kaj je nekdo povedal, torej eno prepreko bo razrešil, še vedno pa od unga pričakuje, da zna govoriti slovensko ali angleško, tako kot znajo pri nas vsi ljudje. Ja, zdaj, ko pride do preusmeritve, to je dosti, ko v realnem času se to zgodi, včasih tudi kakšne rečejo, ne bo več jezikov, tam pa, ko pride do preusmeritve, v bistvu dajemo nek tak, pri takih podjetjih notar eno opombo, ker rečemo, ok, od zdaj tukaj naprej, vaš klic bo preusmerjen, ampak pač pogovor je potekal v angleščini, s tem malo umilaš, stranka je pač tam komunicira recimo v italijanščini, nijamo agenta, ki govori italijansk, če bi ga pa imel, je pa lih to ta pametni, inteligentni IVR, ki rečemo, ja, zdaj pa greš tja, Tako. Kar je pol boljša izkušnja za stranko. Ok, super, se mi zdi, da je bilo fino, da so to načela, torej v smislu,
ljudje, ki niso pripravljeni na to ali pa ki ne želijo, pač ne dosežejo svojega cilja, so nezadovoljni, a kdor pa se pa kaže na to, da je umetna inteligenca zadosti dobra, da lahko stvari reši. Lahko je rešitev to, da smo pač samo zabeležili klic, pa te bomo poklicali nazaj, ni nujno, da dejansko rešimo vsak problem, ki ga ima vsa stranka, ampak prišli smo do dosegli smo namen, ki je bil. Torej, lahko, da smo odgovorili na vprašanje, ali pa da je umetna inteligenca odgovorila na vprašanje, ampak pač prišlo je do konca in naslednja interakcija bo tista prava, bo informirana. Ja, zdaj, če za konc ena stvar, ki je tako nastala kot zelo stranski del Kinetare, je tudi ta del, da v bistvu prvič neka podjetja, ki prej niso imela neka, analitike, klicev, kakorkoli, zdaj vejo, imajo seznam, kaj v tem mesecu so ljudje najbolj me sprašvali, kaj ljudje najbolj kličejo, in je to v bistvu velikrat se mi pogovarjam, spet bom rekel, mi se ukvarjamo dosti izkušnjo stranke. In to vedeti je tako, zlata jama, lahko iz tega lahko... Ja, lahko je to vsebina pol za spletno stran, za marketinške materijale, za prodajne materijale. Veliko ljudem v podjetju lahko te informacije koristijo in zelo enostavno jih je potem obdelovati, pridobivati in iz njih delati neke dodatne stvari. To imaš prav. Prej so bili to klici. Tako, klici. In tudi, če si osebo, ki je imela te klice, vprašal, če je to en receptor, ja, nekako je znal opredeliti, ampak vse vemo, kako smo ljudje s tem, ne? Pa okrat naenkrat pridemo do zelo strukturiranih podatkov, ja. In do tega sentimenta, kako so ljudje zadovoljni, kako ne, kar si preomenil. Super. Ok, jaz bi tukaj zaključil. Tako da hvala, Gorazd, tole je bilo ful zanimivo. Hvala, Andrej. Hvala tudi vsem, ki ste poslušali. Če se vam je zdaj ta pogovor zanimiv, dajte nam kakšen like, kakšen komentar ali pa ga delite še s kom, ki bi ga to zanimali. Drugač pa res hvala vsem za poslušanje, da ste ostali do konca in se vidimo naslednjič. Čau. Čau.